Dober dan si skupaj, danes je 14 stopinj, malo oblačno, delamo cono 2. Kolesarska sezona se je uradno začela v Portorožu. Tako da je treba malo splanirati plan za letošnje leto, torej za dirke. Ker mi je GoPro crknil, te probleme imam že od krvavca, lahko se vidi tukaj. Upam, da bo nabava nove baterije vse to popravila, drugače bom kupiti novo kamerco, mogoče DJI Action 4 ali pa Insta360. Če imaš kakšno priporočilo glede kamerce, napiši dol v komentarje. Plani tekem za letos. Začetka maja se začne kronometer v Grossuplu. Ta je dolg 5,6 km pa 130 višincev. To je nek nov kronometer, kjer je trasa ful podobna Pokljuki, razen da je obrnjena, torej prva polovica je ravna, druga polovica je pa v bistvu klanc. Teden kasneje, 11. maja, je 12-urno dobrodelno kolesarjenje v Gorenji vasi. En krog je dolg 21 km in 320 višincev. Gre pa iz Gorenje vasi preko Lučin na Suhi dol in pol nazaj po klancu dol do Gorenje vasi. Plani za ta dogodek so, da naredim vsaj 13 krogov. Če bo možen, bom šel na 14. Lansko leto sem naredil sem 12 krogov, ker sem imel resne probleme z menjalnikom. Drugače bi lahko naredil potencialno 14 krogov. Ampak lej, ne morete iti vsakič po plane. Če hočeš videti ta video, lahko klikneš tlele gor. Glede na to, da je krompirjev pokal dan kasneje, torej v nedeljo, ne vem, če bom šel sploh na tega, ker po 12 urah vožnje se mi zdi, da je telo kar izčrpan. Tako da ne vem, če bi pol sploh šel, ker pol tudi rezultata ne bo. Pol 19. je pa vzpon na Dobrovlje v Braslovčah. To še nisem šel, bom šel malo posnet, sprobati, ker imam par prijateljev tam. Kar se tiče same trase, je 6,6 km in pa 430 višincev. To pomeni, da je naklon nekje 7%, kar ni spet toliko malo. Pa kakšni drugi dogodki, ki imam plan iti, je Krvavec, Franja. Vsako leto ponosni smo tudi na njegov nastop. Maraton Alpe, maraton okoli Pohorja. To tudi še nisem šel in glede na mnenja prijateljev so rekli, da je kar reda. Pol je trebanjski kolesarski maraton, je glih dan po tem Pohorju. Pa se bo itak še te dirke za pokal Slovenije. Argonautski maraton je tudi letos za državno prvenstvo. Rogla, Zlatimi črkami piše Areh, Stari vrh, Juriš na Vršič, pa seveda Strmoreber. Strmoreber sem mislil že lansko leto, sam pol nisem mogel iti, ker sem imel nek drugega. In pa pol ima še vzpon na Zasavsko Sveto goro. Lansko leto so glih predstavili tisti dan, pa na tisti datum, ko so predstavili, je bo glih klele na vrhnki Cankarjev pokal, pa nisem šel, čeprav sem že imel vse plačan. Cvičkov maraton so me še povabili, vzpon na Široko so me povabili, pa še polno ostalih. Letos grem tudi prvič na Majorko od 15. do 23. oktobra. To pomeni, da bom bil tudi prvič na letale, tako da bom sigurno naredil kakšen video glede tega in pol bom še probal narediti video za vsak dan na Majorki. Seveda bom videl, kako bom bil s časom, ker urejanje res vzame zelo dost časa. Tako da sem prilagodil še drugim, ko gremo skup. Letos bom tekmoval pod športno-kolesarskim društvom Super Potencial. Fuluški napis, tudi taka barva dresa bo, torej modra, zelena. Kakor sem gledal, so ful lepi dresi, drugače pa je tudi kombinacijo roza-modre barve. Pa bom videl, kjer mi bo bila bolj všeč, za kako to, da tekmujem za njih. To zaradi tega, ker se je Jan Sport združil z tem društvom. To društvo ima že mountain bike, gravel, BMX, vse te kategorije, razen cestnega kolesarstva, kar je pa zdaj Jan Sport prinesel noter. Tako da se zna zgodi, da naredijo tudi kakšne videe glede gorskega kolesarjenja, gravel, mogoče tudi BMX, tako da bo bilo malo bolj razširjeno kolesarstvo na tem kanalu. Naše društvo ima tudi organizirano treniranje mladih, cestno kolesarjenje, gorsko kolesarjenje. Tako da če se hoče kakšen pridružiti, se lahko pridružiš pri nas, pa imamo zrihtane trenerje. Letos bo že 4. leto, odkar sodelujem z podjetjem For Endurance. Te imajo čez vse, kar se tiče prehrane na kolesa, tako da lahko uporabiš mojo kodo za 15% popusta. Matjaza H2, dobiš dodaten pust na njihovi spletni strani. Je tudi drugo leto zapored, da sodelujem z Brightonom in testiram vse te njihove naprave, razne števce, radar. Zaradi tega tudi včasih vidiš, da imam kar tako na kolesa 3 števce.
Letos tudi prvič sodelujem s kolesarsko trgovino Elves Bike Slovenija. Tu je na novo odprta trgovina iz Škofje Loke, ki prodaja Elves kolesa. V tej trgovini ti naredijo kolo čisto po tvojih željah, SRAM, Shimano, kjerkoli, Grupseto. In če uporabiš mojo kodo Hribljan M, lahko zbiraš med 50 do 100 evri popusta, odvisno od modela, ali pa čist custom paint job. Celotno kolo čisto po tvojih željah, imaš več kot 10 različnih modelov, kako bi kolo izgledal, pa kakšne barve bi sploh hotel imeti. Tako da si pol lahko ti edini, ki uporablja take barve na takem kolesa. In seveda ne smem pozabiti še na najpomembnejšega sponzorja letos, to je Run Tiger. Izdelujejo pametna vrata za kokoši in purane. Klele je tak majhen USB, da se vidi, kako izgleda. Trenutno še čakam, da pridejo nalepke za na kolo, da pol naredim video za kolo, ki sem ga dobil. Tu je Elves Vanjar Pro. Več o tem bom povedal v videu, ko bom dobil nalepke. Klele imam par slik, kako ne bi izgledal. Tako da se bo videl glavne sponzorje. Če te zanimajo pametna vrata za kokoši ali pa purane, je spodaj v opisu link za 15% popust. Tako da če te karkoli zanima glede tekem za Pokal Slovenije ali pa dogodkov izven Pokala Slovenije, imam spodaj linke za Google kalendar, ki ga odpreš in pa ti doda vse dirke za Pokal Slovenije v tvoj kalendarček, da je pol lažje spremljati, pa je lažje se prijavljati. In ti noter tudi piše vse o tisti tekmi ali pa dogodku, dolžina, trasa, kje poteka. Če sem že tu posnel, je pol še link do videa. Lahko tisto uporabljaš, je itak zastonj. Napiš dol v komentarjih, če te karkoli zanima glede vsega, kar sem naštel. Mene zdaj predvsem zanima glede kamerce, torej kjero kamerco kupiti, ker imam tudi v planu, da bi imel dve na kolesu, torej eno spredi, eno zadej, da se pol malo bolj vidi, kaj se dogaja na samem dogodku, zunaj, ko sem na tekmi, pa kakšne so reakcije zadaj, pa spredi, kakšna taktika in vse to. Upam, da si užival. Narod se na kanal in se vidimo naslednjič.